Živijo, Nina. Zdravo. Živijo. Hvala, ker si se odločila, da lahko posnameva ta intervju in da boš delila svojo podjetniško pot. Daj se malo za začetek predstavi. Hvala tebi za povabilo. Jaz sem Nina Bavdek. Po izobrazbi sem v bistvu diplomirana organizatorka v turizmu, ampak sem se pred 10 leti odločila za spremembo prehrane, kar me je prevedlo v kulinarične vode in sem zdaj slaščičarka, kuharica sem bila tudi, avtorica veganske kuharske knjige, ravnokar delam drugo. Vodim pa tudi delavnice kuharske oziroma slaščičarske na Biotehniški šoli v Naknem, letos jih pa začnem tudi na lastno pest na različnih lokacijah. Odlično. Omenila si vegansko knjigo, to pomeni, da si se začela z veganstvom bolj poglobljeno ukvarjati, kako naj temu rečem? Ja, v bistvu to se je začelo zaradi počutja. Sem potem malo raziskala, kako se sploh naš telo obnaša in zakaj določena hranila rabimo in svoje počutje, in sem ugotovila, da mi to najbolj ustreza, ker imam več energije. Je bilo pa takrat pri nas zelo težko priti do nekih receptov, sploh v knjižnici ni bilo skoraj nobene kuharske knjige z veganskimi recepti in sem se že takrat potem odločila, da izgleda bom mogla pa jaz eno napisati. In si napisala knjigo in izdala in je bilo to, a ne? Ja, malo dlje je trajalo, sicer vmes jih je precej drugih že prišlo na tržišče, ampak ja, veliko googlanja, veliko probavanja v kuhinji, novi recepti in potem prvo sem mislila še fotografije narediti s telefonom, ampak sem si potem zadnji trenutek kupila fotoaparat in sem šla vse še enkrat poslikati. Odprla osebno dopolnilno delo in sem šla lepo na Furs, da imam urejeno vse po papirjih, tako da to se tudi da, ja, če si pač brezposeln ali nekje zaposlen, da imaš za zraven, no. To pomeni, na primer, če se lahko dotakneva tega začetka, no, ko se ti odločiš, da na primer imaš neko vsebino, ki bi jo rad izdal v knjižni verziji, kako sploh s tem začeti? Vsebino, okej, razumem, da pač začneš pisati, začneš iskati fotografije, kako pa tem naprej? Ja, kot prvo rabiš lektorja, mislim, ni obvezno, nobena knjiga ni obvezno lektorirana, to je od vsakega posameznika odvisno, je pa seveda boljše za bralca. Tudi odvisno od tematike, recepti načeloma niso toliko zakomplicirani, ker je pač ponavadi ti postopki so precej krajši. Ampak ja, lektoriranje, neko oblikovanje, čeprav dandanes se veliko da že tudi v Canvi narediti, ampak še vseeno ne priporočam tega, če se gre za neko knjigo, ne vem, drugače je, če ti en tako naredi, ki ima pač res malo več znanja, ja. Potem najti ta pravo tiskarno. Jaz sem naredila kar veliko raziskavo glede pač ponudbe v Sloveniji na splošno in kakšne imajo pač cene, kakšne količine, in to se potem razlikuje vse od papirja, platnice, a je barvno, a so slike, pač vse. Ja, zdaj to se lahko potem prodaja ali, kot sem rekla, že osebno dopolnilno delo, kar se odpre na Fursu, kot espe, ne vem, katerokoli podjetje. Potem je pa še odločitev, se to naredi v samozaložbi, tako kot sem jaz. In pač dejansko se narediš sam. Lahko pa kontaktiraš katero založbo, kot je, ne vem, Mladinska knjiga, Kmečki glas, katerakoli, in se potem z njimi dogovoriš. Tako da pri tem pa oni vse uredijo, od lektoriranja, oblikovanja, oziroma tudi kakor se dogovoriš, no. Ampak načeloma imajo potem oni to prevzamejo, res pa je, da če se gleda to s poslovnega vidika, potem precej manj zaslužiš, no, kot bi dejansko, če se greš samo sam s tem ukvarjati. Zdaj pri samoizdaji, mislim, samozaložbi, kakšne količine si se na primer minimalno lahko dogovorila, da jih lahko, mislim, da jih natisnejo? Ker to mislim, da je prej vprašanje kakor maksimum, ne? Ja, minimalno, mislim, načeloma lahko tudi samo eno, ampak je pa potem dražje.
Tako da večja kot je količina, cenejši je tisk na pač kos. Tako da, ne vem, jaz sem se odločila za naklado 700 izvodov. To je bilo 3 leta nazaj, tako da knjigica se je ravno kar skoraj razprodala. Pač kar je še v obtoku, no, mladinska knjiga preko spleta, DZS. V teh manjših trgovincah je pa pač pošla, pa tudi jaz imam pri sebi samo še 2 za neko rezervo oziroma arhiv. O, bravo. Pa taka jo uporabljam od prvega dneva, ko sem prišla iz tiskarne. Tista še diši, a ne po tistem prvem. Takoj sem jo popackala in pač to je to. Označil. Je pa knjiga, ki je največkrat uporabi pri meni doma. Aha, no vidiš. Hvala za te informacije, drugače. To je ena taka meni zelo neznano področje. Ja, je kar težko priti, no, do teh informacij, ampak jaz sem zelo trmasta in vedno grem vse poguglat. Pa tudi rada drugim pomagam, tako da sem trem sem pomagala pri izdaji knjige z raznimi informacijami, pa to pač večino so sami naredili, ampak je pa fino, no, da lahko deliš. In ko se to tokrat ponovilo, sem že zdaj napisala svoj kratek priročnik od začetka do konca, kako to, tako da bo ga še urejam. Bravo! Ja. Bo to dobrodošla informacija. Ja, zelo. Veš, kaj sem te pozabila praviti? Veganska knjiga, to pomeni, si se lotila samo sladkih receptov ali si tudi delala slane recepte? V tej prvi knjigi so samo veganske sladice. Evo, ja, takale je. Odlično. Noter je 50 receptov. In so res pač te sladki namazi, prigrizki, potem piškoti, biskvitna peciva, presne torte, marmorni kolač je tudi, pite. Vsi recepti so pa narejeni tako, no, da so z dostopnih sestavin, ki jih dobiš v bližnji trgovini. Moja je res po večini, mislim, da je takrat, da smo večinoma v Hoferju kupovali in skoraj vse je bilo njihovo. Tako da tukaj moram tudi razmisliti, ja, da mogoče za kakšno sodelovanje poslovno, glede na to, da je preprosta verzija. Oprosti. Pa so ti veganski recepti večinoma brez jajc, brez mleka, tudi na primer sprašujem zaradi mamic, ki imajo na primer otročke, ki imajo alergije. A so to, brez česa so, no? Ja, vegansko pomeni, da je brez živil živalskega izvora, tako da ja, brez jajc, brez mleka in mlečnih izdelkov, mesa seveda ne, sploh ne v sladicah, želatina zna biti problem, tako da definitivno ne. Medu tudi načeloma vegani ne uživajo, zdaj nekateri še, ne vem, od kakšne domačih mogoče, to ima potem vsak svoje glede na lastne izkušnje, želje, ampak načeloma pač tudi med ne paše v vegansko prehrano. Tako da jaz uporabljam sirup iz smrekovih vršičkov, ki ga sama delam namesto medu, ali pa agavin sirup. Je pa ja, veliko več povpraševanja je ravno zaradi teh alergij, na mleko in mlečne izdelke, na jajca, tega je vedno več, tudi na gluten, čeprav tukaj večinoma v tej knjigi s sladicami je večina receptov z glutenom. Se pa zdaj tudi malo usmerjam v brezglutensko prehrano, glede na to, da je veliko ljudi s celiakijo ali z intolerancami. Tako. Kaj pol naslednja knjiga bo? Naslednja knjiga je šla danes v oblikovanje in ta bo vsebovala vse, bo čez 80 receptov, tako da ja, neke osnove, juhe, enolončnice, tudi neke azijske jedi, ki jih jaz obožujem, tudi sladice, kremšnite, gibanica in seveda recept tudi za vegansko torto, od biskvit, krema, nadev, pa ene par slanih prigrizkov, no. Tako da v eni knjigi lahko res imaš nekako vse. Ampak ja, polovica receptov je sigurno takih, da se pripravijo v približno pol ure ali celo manj. Ene 3, 4 ali pa kakšen več, no, so pa taki, ki vzamejo malo več časa, ampak je pa za
neko nedeljsko kosilo, ka mogoče tudi kdo ne bi takoj opazil, da ni meso za kakšne take, no, ka želijo spremeniti prehrano, ampak imajo pa še vseeno mogoče pogrešajo nek okus, bolj ta mesni. Pa videz. Najboljši trik je pa dimljena paprika v prahu. Ta skrije pol vse. To je to. Glih na tvojemu Instagram profilu sem videla, ke si delala, a je Štefani Pečenka? Ja. Izgleda po fotografiji izgleda ganz ista. Ja. To je pa veganska. No, to je slika za v knjigo, ja. Ja. Je notri. Hvala ti. Zdaj, predvidevam, da za začetek si rabila neka finančna sredstva, a ne? So bila to zelo visoka? Mislim, da takrat stisk, da me je prišel dobrih 2500 evrov, tako da to sem imela prihranjeno od, pač sem dajala vedno nekaj na stran, ko sem delala že, tako da sem plačala sama. Sem pa zelo hitro tudi odprla prednaročila, in ja, imam zelo dobre prijatelje in družino, tako da vložek sem jaz pokrila v enem mesecu. To pomeni, da se ti lahko tudi s tem strinjaš, da so prve stranke po navadi kar bližnji prijatelji, a ne? Ja, včeraj sem dobro slišala, friends, family and fools. Ti so po navadi prvi, ke ti pridejo pomagat oziroma ke ti stojijo ob strani na začetkih in ja. Prva Jaz sem tule samo friends and family, fulsov po moje ni bilo, no. Mogoče pa. Ne smeva jih označiti s tem. Ja, tudi meni ni ravno pri srcu. Zdaj, kakšne težavami si se pa srečevala na primer pri odpiranju ne samo podjetja, ampak pri začetku v bistvu, samega založništva, samozaložništva? So kakšne take posebnosti bile? Mene je samo najbolj skrbelo, a sem dobila ta prave informacije, ker na Fursu, mogoče bo to malo grdo, ampak precej ljudi ne ve, kako ti pomagati. Moraš jih res vprašati točno določena vprašanja, da ti oni dajo tisto informacijo, ki jo rabiš. In mene je samo skrbelo pol zaradi kakšne inšpekcije oziroma nekako tudi sama nisem točno sploh vedela, kaj moram izpolniti in kaj ne. Tako da sem našla potem te določene obrazce, mislim, da je DR-03, nekaj takega. Je pa potreba to potem, izpolniti tudi te šifre, ke jih, pri odpiranju espe oziroma podjetja to daješ po teh klasifikacijah, no. Tako da tule pa je enak sistem. Za začetek je bilo to. Potem ta pravo aplikacijo najti za izstavljanje računov, ravno takrat je prišlo to davčno potrjevanje, tako da to je bila spet ena skrb, a to delam pravilno ali ne. Ja. In kaj si izbrala, katero aplikacijo? Katera je pa že bila? A je bila To bi mogla pa. Čebelco sem potem, ko sem espe odprla. Ali so bili kar e-računi od Fursa? Tisto je bila pa, a je bila mala blagajna, moja blagajna? Mini blagajna, no, to evo. To sem imela takrat prek telefona. Potem sem pa 2 leti nazaj, januarja, sem pa odprla espe. Večino časa sem imela popoldanski espe, ker sem vedno nekje še delala. Poleg tega sem pa pač prodajala še te svoje knjigice in, ko sem naredila NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo za slaščičarko, sem tudi pač torte in sladice na ta način spravila do ljudi. Super. To pomeni, da v bistvu ti, ke si prodajala tudi fizično, knjige, si mogla izdati, davčno potrjen račun, a ne? Ja. Mogoče malo ta postopek poveš, kako je, ke na primer si ali na sejmu ali pa, kako to poteka, no? Dejansko na kakšne sejme nisem hodila, ampak vse je bilo v tej mini blagajni, no. Tam si samo označil, ali želite davčno potrditi, in to je bilo to. Potem sem jih pa samo shranjevala, v neko mapo in pač vsako leto marca, ke je treba poslati za dohodnino, takrat sem vse račune poslala.
Si kaj uporabljala, mislim, že od začetka uporabljaš socialna omrežja kot neko orodje, da prideš bližje do svojih bodočih strank ali pa sledilcev, no, ki jih zanima tvoja vsebina? Ja, v bistvu sem, sploh ne vem, jaz sem ta prvo naredila stran na Facebooku. Pri meni je bilo tako, jaz sem na začetku mislila imeti ta blog vegančile.com samo pač kot blog. In potem sem se vmes odločila, da bom izdala knjigo v slovenščini in takrat sem tudi vse recepte iz angleščine prevedla v slovenščino. In imam, ja, na Facebooku je tudi stran Vegančila, na kateri sem sicer malo manj aktivna. Na Instagramu je pač seveda Nina Bavde, ki je moj osebni profil. Ampak od začetka tudi že skozi objavljam hrano, recepte, moje živalce, pač, ampak večinoma je fokusirano na hrano, no, in potem je iz tega, mislim, da takrat, ko sem izdala knjigo, da sem imela 400 followerjev, pa je potem kar hitro to zraslo, mogoče tudi zaradi tega Mercatorjevega natečaja, na katerega sem se prijavila, da sem bila res potem tudi na, ne vem, oglasi med reklamami po TV-ju, pa takrat smo se malo bolj podružili na Instagramu, ke je bilo vedno to nekako objavljanje. Prosim? Oprosti, daj malo več povej o tem natečaju za Mercator, Aha. ki si rekla. Ja, ta natečaj Naj slovensko pecivo je v bistvu našel moj prijatelj, ki mi je oblikoval knjigo in mi je rekel, naj se prijavim za promocijo. Glede na to, da jaz sem šla iz kontra, jaz neka nepoznana, naredila knjigo, potem šla delat NPK, pa še na to sem se prijavila. No, in to je bilo tudi nekaj takega, da sem mogoče prišla nekomu pred oči, ki mu drugače ne bi. Zadnji moment, mislim, da je bilo koliko eno uro pred rokom, sem poslala svoje recepte, tako da je bilo kar zanimiva izkušnja, ta sodelovanje z Mercatorjem, pa prišli so nas na dom snemat, pač te, ke smo sodelovali. 8 so nas brali, 3 smo bile v finalu in potem se je izbiralo zmagovalca glede na to, katera sladica se je najbolj prodala. Tako da ja, glavna nagrada je bila 2000 evrov, druga, tretja pa 1000 evrov. Odlično. Tako In v da, tistem času si spoznala, mislim, si tudi pridobila večji del sledilcev, a ne? ja, precej jih je bilo takrat, no, ker je bilo res nekaj novega, neka nova sladica v trgovini, na polici, ke tudi ni bila toliko draga, mislim, da je bilo 5 evrov, da sta bila 2 taka kosa, da si res sladica po kosilu. Bilo je pa biskvit z bučnimi semeni, malinovo čija marmelado in čokoladnim ganašem, neko riževo smetano zmešan. In je bilo res pač ful so jo dobro naredili. Boš seveda po mojem receptu, ampak je pa čisto drugo, ali ti delaš doma ali je to neka proizvodnja, ke tudi niso navajeni na tak način delati. Tako da res, no, meni je bila super izkušnja, pa tudi, ja, Bi jo malo so ponovila? mene spoznali. Prosim? Bi jo ponovila? Ja, sigurno. Bi. Tukaj sem šla res precej prek sebe, in že samim snemanjem in izpostavljanjem na takšne in drugačne načine, ke sem bolj privatna oseba, tudi malo introvert, in imam rada neki svoj mir. Nikoli nisem bila nekaj prav rada v ospredju, ampak, ja, včasih je pa treba, no. Mislim, saj tudi ni toliko hudo. Tako da ja, definitivno bi ponovila to izkušnjo. Tudi spoznala sem toliko čudovitih ljudi zraven, da noro, res. Se splača kdaj iti prek sebe. Se, ne? Ja, skoraj vsakič verjetno. Saj to. Zdaj bi lahko vprašala, če bi bila na castingu za Masterchefa, a veš, kaj pa Masterchef, zakaj se pa tja ne prijaviš? Spet nova stopnička. Če bi naredili veganskega, bi šla. Ja, saj to pa res. Ti v bistvu Ja. v tistem šovu moraš vse kuhati, ne? Ja. Okej. Ena je bila drugačna na Masterchefu, Kamala, mislim, da že ne vem, koliko let nazaj. Ona tudi sodeluje z Mercatorjem. Ke tudi po tem natečaju, mislim, da lansko leto je Mercator izdal neko knjigo z recepti različnih kuharjev in smo bile not tudi
mislim, da 6 nas polfinalistk oziroma finalistk, ki smo bili v tem natečaju, no. Pa tudi njeni recepti so, kaj je bilo v Masterchefu, tako da ona je, mislim, da je bila takrat prva veganka v Sloveniji v Masterchefu, da ni probala hrane, ampak da je še vseeno dobro znala pripraviti. To pač se začimbe naredijo, pa roka. Ja, to moraš pa kar že dobro roko, da uganeš tisto, da uganeš okus, glede na to, da ne moreš poskusiti, ne. Jaz sem ravno danes zjutraj sem si delala malico in nekaj sem na uč skupaj metala, nekaj novega probavala in dejansko sem poskusila, je bilo začinjeno točno tako, kot mora biti. To se mi že zelo dolgo ni naredilo. Koliko si že Tako da. Bravo. Ja. Daj mi še nekaj povej, no, konkurenca, zdaj konkurenca verjamem, da na veganskem področju mogoče malo manj. Kako jo kaj spremljaš? V bistvu konkurenca, kaj pa vem, teh veganskih, če gledamo samo z vidika knjig, veganskih kuharic, nekaj jih je, ni jih pa splet toliko. Pa vsak ima neki svoj način. Jaz mislim, da še vseeno načeloma kupil bo tisti, ki mogoče že pozna ali pa ki bo videl, ke mu bo izdelek všeč. In ne vem, ne vidim niti konkurence tako kot nekaj ali groznega ali da bi se s tem precej obremenjevala. Ker tudi jaz sem taka, jaz imam polno omaro kuharskih knjig, ali za navdih ali za podporo. Uporabljam največ svojo, mogoče še kakšno na vsake toliko. Zbirala jih bom pa vedno, tako da ne vem. Imam pa tudi glede na to, kakšna skupnost je tukaj na Instagramu, mi res veliko ljudi že zaupa in tudi recepte z bloga ali pa z Instagrama probavajo in najboljše je to, ke dobiš neki feedback, ke ti pošljejo sliko: potica, prvič sem jo delala, veganska je, uspela mi je, hvala ti." In zares tako dober občutek. Tako da, ja, konkurenca vedno je. Zdaj, kar se knjig tiče, zelo velika, kar se veganskih knjig tiče, malo manjša. Potem je pa od vsakega posameznika odvisno, kaj sploh išče, ne. Jaz sem šla tudi v knjige mogoče s tem razmišljanjem, da tudi jaz knjige rada kupujem za darila. In tudi veliko knjig sem jaz za darilo dobila in pač je tudi ta narejena s tem namenom, no. Zato za tiste, ki ne kuhajo doma, jo pa lahko podarijo nekomu pač kot darilček. Točno. Evo, ideja za darilo. Ja. Super. Je pa tudi tule na Instagramu veganska skupnost je že precej velika, ampak tiste, ke se vmes že malo poznamo, raje sodelujemo, no, noben ni tako, da bi se nekaj posebej komu izogibal. Pač s tistimi, ke se malo poštekaš, rata res lahko lepa skupnost, no. Pa nekaj skupaj narediš, namesto da bi se, ne vem, odmaknil od drugih. Ja. Po kuhinji, a ne. Ne, to je že passé. A ne, da? A ne? Ja, ja. Ta mreženje se mi zdi tako lepo, ke končno smo začeli razmišljati, da je lepše biti v neki skupini, ke sodeluješ, ke v bistvu ima vsak neko svojo idejo, ke si lahko pomagaš, ke imaš na primer težavo, da lahko tudi se na nekoga obrneš, tako da se mi zdi, da se ta mreženje nekako spet malo vrača, da nismo toliko egoistično naravnani, no. Ja, je. Mislim, da je skozi več tega, no. Saj se pozna, mislim, da precej pri teh mlajših startupih, zdaj novejše generacije zadnjih par let, tudi v kulinaričnem svetu, no, se precej bolj povezujejo. Mislim, da sem videla kdaj par let nazaj, no, ta Rok Starič, Rok's Nut Butter, so prav naredili kooperativo 103, kjer je v bistvu podjetje, kjer več podjetnikov skupaj delajo ali prepakirajo neke izdelke. Zdaj ne vem točno, da ne bom kaj narobe rekla, sem članek prebrala na Mladem podjetniku pred kratkim, se moram še malo bolj pozanimati, ampak je pa neki primer, no, kako lahko več podjetij stopi skupaj in si pač, ne vem, zmanjšaš stroške, nekoga izobraziš. Odlično. Ja, tega nam manjka. Se razvija, se vidijo novi napredki, ful dobro. Ja. Prej sva se pogovarjali tudi o Poniju, tam ste tudi v bistvu veliko družite, a ne, veliko novih idej spoznate. Kako to, da si se ti odločila, da si se pridružila temu projektu?
Ja, Poni oziroma Podjetno nad izzive je res tak lušten projekt. Me je že lansko leto prijateljica spodbujala, da se prijavim, ampak takrat sem imela redno službo, tudi nisem hotela čez poletje jih zafrkniti. Sem delala v strežbi takrat. In čez Aha. poletje je res pač kaos in veliko dela. Tudi plača je bila drugače zelo dobra, tule se ne bom pritoževala, ampak je pa potem kontra, ker nimaš potem nič prostega časa oziroma takrat, ko ga imaš, en dan si uničen, drug dan imaš zase. Tako da ja, sem šla potem na bolniško, pa potem takoj v novo službo, kjer sem se pa tudi kar terala do konca in nisem mogla več, res fizično in psihično sem se preterala in potem sem se odločila, da work smarter, not harder in da bom, če bom nekaj svojega postavila. Potem je pa ravno Poni spet prišel, en dan preden so bile zaključene prijave sem se spomnila, izpolnila in evo, to je to. Zdaj sem zraven. Ful je fajn res, ker podobno misleči, je bilo na začetku mogoče tako kot prvi šolski dan, ko prideš tja, so bolj sošolci kot sodelavci. Ampak no, res, smo povezani, imamo precej brainstormingov, en drugemu vedno pomagamo. Pa tudi različne mentorje imamo. Je taka neka SafeNet, no. Za 4 mesece si zaposlen in delaš na svoji poslovni ideji. Kaj lepšega lahko dobiš? Točno to. Pa mentorstva, tečaji, ne vem, super je res, ne morem prehvaliti takega programa. Odlično. To pomeni, da si 4 mesece zaposlena za na primer 8-urni delavnik, da vsak dan moraš biti na lokaciji ali kako to poteka? Ja, večinoma smo tam na lokaciji, enkrat do dvakrat na teden lahko delamo od doma, pač zaprosiš, seveda se pošlje poročilo. Jaz glede na to, da delam kuharsko knjigo, sem seveda rabila biti od doma, ker pač moram kuhati, slikati. Tam pa potem urejamo ostalo, no. Dobra ideja, da tudi ostali podjetniki pogledajo, a ne, ker v bistvu so v tisti fazi, ker mogoče imajo neko dobro idejo, pa ne vejo, kako bi jo razvili, pa lahko tudi na Poni pogledajo, če so razpisi odprti, ker mislim, da tudi to je kaj, enkrat na leto se odpre ali večkrat na leto, pa potem vidijo, če se lahko pridružijo. Ja. Mislim, da je 2-krat na leto zdaj. Lani je bil samo enkrat, letos je 2-krat, septembra štarta druga skupina. Je pa na različnih lokacijah in prijaviš se pač na tisto, kjer bivaš. Tako da tule imamo v Kranju Poni Gorenjska, potem Ljubljana ima svojo, zdaj ne vem točno, koliko jih je, pa točno kje so. Vem, da tudi ena moja dobra prijateljica, da je bila mentorica tam v Zagorju. Ampak ja, vsak kraj no ima neki svoj. Ima svojega. Ja. Hvala, ker sva se dotaknili tudi te teme, no. Zdaj mogoče, če greva nazaj na podjetništvo, katere lekcije si se naučila, na primer zdaj kot založnica, kot podjetnica, katere so tiste pomembne lekcije, ke si se jih naučila? Kot prvo, ne biti preveč perfekcionist. Dobro, do določene mere ja, ampak ne toliko v detajle, ker nikoli neka stvar ne bo čisto popolna. To pa tudi nekaj, kar se zdaj učimo, pač naredi nekaj in čim prej daj ven na trg, da vidiš odziv od ljudi. A je to v redu, a se to splača. Ker pač ja, podjetništvo je poanta tega, da ti daš nekaj ljudem, kar iščejo oziroma jim rešiš neki problem. In če pač problema ni, se verjetno tudi to ne bo prodajalo. Sicer jaz sem tudi s to knjigo sem jo naredila zaradi sebe. Seveda tudi zaradi tega, da bo komu pomagala, ampak nisem takrat niti toliko razmišljala, kdo to rabi ali sploh kdo to rabi. Ampak je na koncu vseeno, sem še zdaj ponosna, zadovoljna. Najpomembnejše, kar mi pa ostalo v spominu, pa ne rabiš vsega narediti sam. Pusti ljudem, da ti pomagajo, prosi za pomoč.
mogoče, če jaz ne bi hotela vsega sama, bi se to mogoče prej in hitrejše razvilo. Jaz sem res, 1 leto sem vse hotela sama, potem sem šele šla dat knjigo v distribucijo. Nič narobe, samo pač malo počasnejše gre, ke bi se stvari lahko hitreje premaknile, no. Ko ti zmanjka navdiha, pa iščeš informacije, na primer za svoje podjetniške ideje ali pa za ne vem, karkoli, imaš, koga, na katerega se obrneš, na primer na kakšen profil, ke bi ga potem lahko delila? Zdaj prav za podjetniške ideje, ne vem, meni redko tudi malo zmanjka navdiha. Pri meni je problem to, da imam preveč idej in da ne vem, kako jih uresničiti. Pa da vmes mogoče malo zaplavam glih zaradi tega, mogoče pridejo določene skrbi, tako da tule mi potem pomagajo bolj prijatelji, ne vem, tudi, Jasmina Drolc, moja dobra prijateljica, ona ima, je samostojna podjetnica, tudi mentorica je bila že, in dela nakit, dela tudi, veganske recepte, tako da ona je tista, ke mi je prva opora, pa nekako tudi tako, no, na slab dan, da me malo dvigne, to, kar je povezano s hrano. Zdaj, ne vem, precej imam teh profilov za kakšne motivacijske, no. Ja. Sicer so v angleščini, to, da lahko na hitro preskrolaš, pa da še vseeno te mogoče majčkeno v pozitivu dvigne na slab dan. Tako da pri meni so ti krajši kvoti, drugače pa ja, navdiha sigurno ne zmanjka, pride kakšen dan, ke pač, ne vem, je mogoče malo težko kaj delati, pač tudi to je okej, treba si vzeti čas za počitek. To sem se na grd način naučila, oziroma na grd, pač neprimeren. Ja. Greš samo čez sebe in potem ugotoviš, da je bilo čisto po nepotrebnem, ampak tudi lekcije rabimo v življenju, tako da, se moramo sami naučiti, no, da potem veš, da naslednjič ne boš več ponovil oziroma da boš odreagiral drugače. Kar pač je tudi cel smisel podjetništva, nekako od začetka. Pač mogoče se nekateri bojimo preveč delati napake. Napake se bojo vedno dogajale, fajn je, če se ne ponavljajo, ampak če ne probaš, nikoli ne boš vedel, tako da vedno z neko pozitivo naprej. Točno to. Pa probavati. Točno. Jaz, živim v kuhinji, v naravi, največkrat pa ne morem zaspati zaradi tega, ker mi grejo po glavi različni ali recepti ali kaj vse bi še lahko naredila. Tako da bolj je problem mogoče organizacija časa, ali pa če si redno zaposlen, no, da pa ti zmanjka energije za vse. Tako da, če ima kdo res kakšno dobro idejo, ke jo čutiš s srcem, da nekomu lahko pomagaš, da veš, da to, dajte probati, res. Samo probati, ne se bati. Večinoma so strahovi samo največji v nas. Točno to. Ful lepo si povedala. Pa tudi to Hvala. si povedala, v bistvu, imeti nekoga, ke te razume, na primer, ko si ti omenila Jasmino, a ne, da je tista Ja. tvoja opora takrat, ke je težko, in tudi, da podjetništvo na primer ni samo ena navpična črta, uspešna, ampak da mora biti valovita, ker s tem se tudi naučimo vse tisto, kar prinaša gor dol, a ne, to je vse samo učna ura in pač to mora biti, to je del procesa. Ampak je pa Ja. težko, a ne, ker na primer, če je predolga linija navzdol, se začneš spraševati, a je vse okej, a sem to prav naredila, a bi mogla kaj drugače. Pol pa pridejo na vrsto prijatelji, kvoti in take stvari in čim prej se ven iz tega dati in najti spet, ono staro idejo, tako kot si rekla ti, hvala bogu, jih imaš milijon na zalogi, ne, pa mogoče še Ja. kakšno več, ne, pa potem se moraš odločiti med onimi, niš kaj, zdaj danes bom pa še to probala, pa da vidim, če bo še tole ratalo. Tako da Ja. ta pozitiva, nekako ohranjanje sebe, to je nekaj najbolj pomembnega. Je pa težko, ker si samostojna podjetnica in jaz tudi na primer, ne. Se moraš kar sama velikokrat brcniti pa spodbuditi zraven, no. Ja, res je, lažje je, če imaš, mislim, lažje in težje je, če imaš neki reden delovnik, pa če veš, kdaj moraš biti tam, veš, kaj boš oddelal, ampak to je, ne vem, meni osebno je manjkalo svobode. Jaz res obožujem naravo, šport in to, da jaz na sončen dan
ne morem biti cel dan potem nekje zaprta, namesto da bi šla za 1 uro ven, pa potem delati svoje stvari, Ja. ne vem. Nekaj Zdaj mi je najboljše. res utehtalo. Vsak pa zase najboljš ve, ne. Pa Točno. koliko si upa, pa kdaj si bo upal. No, nič pa nič ni narobe, a ne. Mogoče to je tudi problem teh socialnih omrežjih včasih, a ne. Vidimo uspešne, pa ne vem, en tako izgleda, en drugače, en ima to, en tega nima in potem se primerjamo. In ful Točno. gledamo preveč časovnice drugih ljudi. Vsak ima svojo, moraš iti po svojemu tempu, kar je včasih težko sprejeti, sploh zato, ker si zastavljamo take roke in cilje, da potem, če ga ne dosežeš, je mogoče kakšen dan malo slabe volje, ampak, ne vem, imeti treba prioritete urejene in ta prvo zdravje, mirna glava, da je spanje poštimano, prehrana, potem pa vse ostalo. Točno to. Tako kot si rekla, ne, socialna omrežja. Saj tudi socialna omrežja ne nudijo vedno realne slike nekega posameznika ali podjetnika ali pa posameznika, ne. Tako da je treba na te vse objave, na vse to, kar vidimo, tudi malo z rezervo pogledati, ne, a je sploh res v celoti, ne, ali pa kaj vse je bilo v ozadju, da je sploh prišla oseba do tega trenutka. Tako da to za vse mlajše generacije, ke mogoče medve niso vstopile direktno na socialna omrežja, a ne, najina generacija je bila še odzunaj pred blokom, pa smo imeli, med sabo socialna omrežja. Te vsi ostali so ga pa kar malo nasrkali, no. Glede na to, da pač toliko je noter smo toliko noter v tem svetu, da bo treba najti realnost, da bo treba odkriti, kaj je res, kaj ni, no. Ja. Ja, mi smo bili še takrat, smo še zvonce uporabljali, pa na 1 uro si se nekje zmenil in vsi smo bili točni. Ja. Ja, ne, to je res, ja, ni vse realna slika. Po eni strani je tudi prav, da to se zadnje čase tudi izpostavlja, tudi na social media. Je pa težko, no, zdaj, če si veliko na telefonu, nekoga lahko hitro to spravi v slabo voljo. Tudi jaz zase vem, da sem preveč na telefonu, ampak velikokrat je tudi to moj stik s prijatelji. Ne vem, veliko kolegic ima družine ali pa redne službe ali pa drugačne urnike in pač si vmes par minut na dan z nekom delaš družbo prek chata, potem pa ugotoviš, da je 1 ura šla zelo hitro mimo, ne. Res. Tako da nekako si je treba tudi to malo omejiti, oziroma če uporabljaš te stvari v poslovne namene, si kar fajn splanirati, no. Res. Jaz sem tukaj še slaba, moram si zdaj narediti neki urnik objav, in dejansko, da bo to uporabna vsebina, zabavna, ker če drugega ne, tudi če slučajno ni uporaba, naj vsaj nekoga v smeh spravi. Ja. Če kaj Jaz se prej nekako tega Ja, prosti. se nekako tega držim. Bravo. Prej si ful dobro omenila, kako ti je rekel en mentor, tvoj novi moto, no. A ga lahko omeniva? Aha, a ta, moto? Aha, da sem nezatežena veganka. A to? Že to bo pripeljalo ziher do enega smeha, ko bomo videli. Že to je vsebina, ke jo moraš deliti. Ja, v bistvu tule je bilo ta problem, ke mi 14 dni ni dalo spati, ravno smo imeli tule pri poniju, zakaj sem drugačna, kaj je drugače pri meni od konkurence. In jaz sem se s tem toliko ubadala in tako pač mislim, nimam se za nekaj boljšo, nekaj posebej tudi ne izstopa, so moji recepti preprosti, z dostopnimi sestavinami, da ti prihranijo veliko časa, ampak to še vse ni nekaj čisto novega, da bi res izstopali. In pol sem razmišljala, pa saj jaz tudi ne vem, velikokrat grem in v Lidla in v Hofra, oba sta mi okej, pač saj ne rabim nekaj ful izstopati, pač če je dobro, jaz gledam, ne vem, da je hrana sezonska, da je večinoma slovenska, če le lahko, da so izdelki veganski. Pač saj ne rabi biti nekaj najboljše, čisto drugačno. Fino je, če je, nič ne rečem, ampak ja, in potem smo imeli, sestanek s Tomažem, ke smo imeli glede prodaje, in sem mu povedala, da me teži, kaj je pri meni drugačnega, da jaz pa nisem nekaj toliko zelo posebnega in da mislim, niti me ne moti, ampak
Ja. mogla bi kao nekaj pogruntati. Rekel je, ja, pač se ti izgledaš na chill, pa pač se ne težiš, mogoče je pa to tvoj plus, da si nezatežena veganka. In evo, zdaj jaz, koliko si to pri meni zapomne. No, evo. Ja. Mislim, večina Ta nas druga damo stvar je pa ta, da Ja. večina reče, če bi mi jaz vedno kuhala, bi bili vsi vegani. Tako da to je pa, vidiš, pol nekaj dobrega delaš. to V je to, ja. redu. To pomeni, da To, moram preizkusiti, a veš. evo, zdaj, javi, ko boš. Veš, z veseljem, tale veganka, ne, nezatežena. Zdaj ne vem, zakaj to dajemo v neki koš, ne. Mogoče je bilo par takih situacij, da rečemo: Madonna, ti vegani, a ne, ke imajo svoje zahteve in svoje fore." Ampak zakaj sploh damo to zateženost veganom? Zakaj smo jim to dodali? Jaz mislim, da zaradi tega, ker veliko veganov je tudi aktivistov in potem v Okej. določenih situacijah ali ne vem, prireditvah pa kakšnih shodih so mogoče malo bolj, nazorni oziroma, vsiljivi nekaterim. Okej, to je res. Saj ne rečem, mogoče v nekaterih primerih je prav, ker samo tako kakšnemu človeku odpreš oči. Se mi pa zdi, da na tak, agresiven način, no. Zdaj odvisno spet vsakega posameznika. Tule res ne moreš vseh v en koš metati. Je to. Nekateri so bili nekomu vsiljivi, ne vem, pa spraševali in forsirali svoje. Tudi moj brat je bil vmes na tej točki, ampak s silo ne dosežeš ničesar. Razen to, da ljudje dobijo en odpor in mene je bilo včasih kar sram povedati, da sem veganka oziroma da sem na rastlinski prehrani, ker sem čakala pa ono reakcijo, tiste zaprepadene poglede in zdaj mi bo pa zatežila. Tako jaz sem 20 let jedla meso, pač mislim, da ga ne bom nikoli več, nimam namena, nimam želje, potem se ti tudi, ne vem, saj se ti telo spremeni, prehrana, brbončice, vse. In se mi ne zdi, da imam jaz pravico drugim soliti pamet. Če kdo rabi, z veseljem pomagam, ali z recepti, ali z nasveti, ali karkoli, lahko se pogovarjamo o tem, ampak ne maram pa kdo, da mi malo, pere možgane, no, in jih je tudi jaz drugih, ne. Pač Bravo. se da, ne. Jaz po navadi nekaj dobrega skuham ali pa spečem pa prinesem Ja. in pol trojanca s hrano izvedemo. Bravo. To je boljši efekt, kakor da bi prepričevala, pa poudarjala, tiste slabe strani pač mesojedcev, ne, mislim mesojedcev, Ja. prehranjevanja. Ja, ljudje hitro dobijo občutek, da so napadeni, no. Ja. In tudi jaz ne bi bila rada, ampak mislim, da sem takrat tudi, no, zelo hitro sem postavila te meje, kje se te debate lahko zaključijo, oziroma do kje se bom jaz pogovarjala, dokler je to na spoštljiv način, brez kakršnegakoli vsiljevanja, se z veseljem lahko ure pogovarjam. Samo da niso to tiste potem, ja, kje pa dobiš pol proteine, pa te one klasične, ke že takoj veš, da te nekdo malo heca, ne. Ja, ja. Pač tega se pa ne grem več. Tam pa sem tudi Si že pa že vstala od porasla. mize in se zahvalila za debato in samo šla. Pravilno. Ja. Vsak ima svoje. Postavljanje mej je tudi nujno in sebi in drugim, sploh v podjetništvu. Veš, prej, ke si govorila, da se moraš malo, izgubila sem besedo, že 6-krat sem vmes mislila, pol sem pa kar zabluzila z drugimi. Da si organizacija, ja. Prej, ke si govorila, da to organizacija glih ni tvoja najboljša vrlina, a si kaj razmišljala, kako bi se tega lotila? Ja, saj v bistvu zdaj mi kar ratuje, no. Jaz sem imela bolj problem s spanjem in s prehrano, zdaj zadnji teden sem to malo bolj začela uravnavati, ke sem tudi športati spet začela nazaj. Tako da se dovolj naspim, da pojem in zjutraj potem grem že takoj v akcijo, ali z delom ali ta prva telovadba, pa potem na delo, tako da zdaj je malo lažje, no. Je pa meni je lažje, da imam postavljene neke realne cilje, da si naredim plan s kvadratki, ki jih potem odkljukam. Včasih si zanalašč malo več napišem, da so kakšni, manjši cilji, da že takoj dobiš kakšne 2 kljukici, da ti da malo onega, nekaj sem pa naredil, dajmo še več, ne. Pa se pohvališ pol tudi?
Ja, Okej, ja, bravo. Moraš se se. trudim. Moraš, ker so ti Ja. koraki, ki si jih naredila, so pomembni. Seveda. Jaz imam to lažje pri športu recimo. Jaz, precej hodim v hribe, tečem, zdaj sem se nazaj na kolo spravila. Tako da res, no, to kdaj je neki dober počutje, ampak to je pa vse pač skrb zase in s hrano in športom in spanjem. Potem pa pol lahko šele vse ostalo dela. Ker sem, tako kot sem rekla, ko sem bila drugje zaposlena, predolgi delavniki, stresno okolje, sem res ugotovila, no, koliko mi to škodi. Pri samostojnem podjetništvu je pa to še posebej težko, če si taka oseba, ker si včasih težko vzameš pavzo. Ja, Ampak si jo moraš, če hočeš funkcionirati na dolgi rok. točno to. Tako da to je zdaj ta ravnovesje, ki ga lovim oziroma iščem neko pametno mejo med, prostim časom, delom, do kje se po domače malo terati, pa kje si pač vzeti pavzo. Pa dovolj si, da v bistvu kakšna stvar lahko počaka, da ni nič narobe, če počaka in da na primer ne boš rabila zdaj, ne vem, do 12, do polnoči se razstaviti na vse 4 dele, ampak da lahko jutri zjutraj to začneš in boš isto dokončala, pa še bolj ti boš spočita in ti boš mirna in boš še hitreje boš v bistvu zaključila. Tako je. Mora pa vsak najti svoj bioritem in svoj Tako. način. Pač res smo si toliko različni. To recimo meni so vsi skozi govorijo, moram zajtrk jesti. Jaz že kot majhna, dobro, sem jedla tisto čokolino pa te zadeve, potem pa meni ni bilo do zajtrka, jaz še zdaj prvi obrok imam recimo ob 11. Jaz grem rada športat na prazen želodec. Se precej boljše počutim. In to je šele zdaj, ne vem, zadnje leto, 2 prišlo do tega, ja, tudi to je okej, ne rabiš se siliti, če tvojemu telesu oziroma tebi to ne paše. Tako da ja, šele okrog 30. leta v bistvu sem začela odkrivati prave funkcije svojega telesa in ja, to je vse prišlo prek te spremembe prehrane. Ko v bistvu sploh ne znamo sami sebe uporabljati pa poslušati, ker smo toliko fokusirani velikokrat ali v delo ali v svoje druge opravke. Seveda sploh vi mamice, družina, imate še več dela oziroma pri ženskah je sploh velikokrat prisotno to, da nikoli ne narediš dovolj. Ja, Vsaj pri veliki večini, no. ja, ja. In je kar težko, pa sploh take si rabite vzeti čas zase, no. Točno to. Rekla si fokusiran, mislim, ne fokusiran, rekla si, da, je bilo tisto, ne, čakaj, šitno. A veš, kaj si rekla si, da je bilo pač, so te silili v to, ne, ampak hotela sem to reči, da problem je okolica, a ne, ke okolica ima svoje norme in nam jih hoče vsiljevati. In na primer, tako kot ste tebi rekli, zajtrk je nujno potreben, vsakič moraš zajtrk pojesti, ne, dokler ne prideš do tistega samostojnega jaza pa rečeš: "Glej, ne, tako je moje mišljenje," kakor, ne vem, si se odločila za vegansko prehrano, tako se jaz dobro počutim, tako jaz lahko funkcioniram in pika, ne odstopam. Pol tudi vse te družbene norme pa vse njihove, ideje, zahteve, karkoli ti niso več sploh, te ne ganejo, ne. Pač okej, za nekoga je res, na primer zame pač je zajtrk zelo pomemben, zate ne, zato ker boljše funkcioniraš, če ga ne zaužijaš zjutraj, ne. In to mora ostati pri vsakem posamezniku izbira. Točno to. To je ta postavljanje mej in da stojiš za svojo odločitvijo, ke jo seveda lahko spremeniš, dobiš neke nove informacije, neko novo znanje, okej, probaj nekaj drugega. Tako da, ja, celo življenje se učimo, ali samo glede sebe ali glede podjetništva pa šola, ampak je pa tudi, ja, različni so pristopi, različni so učitelji, vsakemu odgovarja nekaj svojega in mislim, da je s tem čisto okej. Točno to. Ugotoviti in si zaupati, ne. Ja. Nina, dajva zaključiti ta intervju, pa mi še povej za konec, kakšno vizijo imaš ti zdaj za naprej? Res, da si že veliko stvari omenila? Ja. No, kot jaz sem že rekla, za štart je tale nova kuharska knjiga, ki je zdaj v oblikovanju. Uredila bom spletno stran, da bojo gor, ti spletni tečaji, za nekatere sladice, torte, ostalo bom še malo razmislila. Ke pač vsi se ne želijo družiti v skupinah na dogodkih, ki jih bom tudi organizirala potem septembra, imam že par lokacij izbranih, Ljubljana, Kamnik,
Tako da bojo tudi delavnice v živo in kuharske in slaščičarske, da podelim svoje znanje, ker sem res ugotovila v zadnjih letih, da mi to najbolj dušo poboža. Pač deliti nekaj, kar lahko, kar pomaga drugim in zraven pač se zabavati. Malo razmišljam tudi o produktih, ali za slaščičarstvo ali darilni paketi. En paket sem že naredila testen decembra za praznike, ampak to je bil res prva zadeva, tako da malo razmišljam o tem. Spletna trgovinica bo sigurno, ali tečaji pa e-knjige na začetku. Ostalo bomo pa potem kasneje, no, dograjevali in dodajali. Bomo videli, kam me bo pot zanesla. Ne razmišljam preveč o tem, imam pa neke osnovne cilje, no. Plan, kako in kaj narediti, do kdaj, kako bom to naredila. Se pa vmes marsikaj lahko spremeni. Tako. Želim ti, da se uresničijo ti tvoji cilji, želim ti, da prideš do njih z neko lahkotnostjo, da se ti odprejo vedno novi vidiki, pa da greš mirno skozi to pot, da v bistvu že s temi tečaji, ki si rekla, na tečajih seveda srečuješ ljudi, ki so isto misleči, in to je nekaj najlepšega, ko si v krogu takih ljudi, ker njim je najlažje tudi to predati to svoje znanje, ne. Tako da jaz se ti lepo zahvaljujem za ta intervju, da sva ga lahko dokončale, in želim ti uspešno, komaj čakam, da bom videla tvojo novo knjigo, ker veganstvo je tisti moj vzporedni obrok, ki si ga želim uvesti pač tudi v mojo družino, ne, pa malo bolj razširiti, da ne bomo rekli, da je veganski obrok samo zelenjava pa testenine, a ne, da malo razširim tudi svojo Seveda. Hvala tebi, Anja, je bilo luštno tole. Pa hvala vsem, ki ste si pogledali najin intervju do konca. Zahvaljujem se za vašo pozornost in vesela bi bila, če se naročite na moj kanal in polajkate video in me s tem spodbudite, da naredim še več takih vsebin. Povabim vas, da pogledate še preostale intervjuje in se pridružite skupnosti, ker bomo skupaj rasli in se učili. Ne pozabite, vsak začetek se začne s prvim pogumnim korakom, bodite pogumne in dovolite si sanjati velike sanje. Do naslednjič, želim vam veliko uspeha na vaši podjetniški poti. Srečno! Hvala, Nina.